Živjo, živjo, dobrodošli nazaj na mojem kanalu. Danes vas bom popeljal na pravo pravno avanturo po svetu. Pripravite se na 20 najbolj smešnih in čudnih zakonov po svetu, ki jih verjetno še nikoli v življenju niste slišali. Kateri zakon vas bo najbolj nasmejal? Ostanite do konca videa, ker jih bo neki res totalno norih. Pa začnimo. Vi pa kliknite like, pustite kakšen komentar, pa naročite se na moj YouTube kanal. V Švici je prepovedano pošteno oprati avtomobil ob nedeljah. What? Torej prideš domov, nekje si bil z avtom, cel je spacan, dež je padel ali si šel po gozdu, ne vem kaj, in ne smeš oprati avta v nedeljo. Ta je čuden. Gremo dalje. Na Filipinih je prepovedano pomivati avtomobil brez dovoljenja lokalnih oblasti. Jaz res ne vem, kdo je predsednik Filipinov in kdo daje te zakone, ampak treba te zapreti v zapor. Treba te zapreti v zapor. Torej na Filipinih moram poklicati oblasti, če lahko perem svoj avto. Gremo dalje. Številka 3. V Singapurju je prepovedano jesti žveplo, žvečilke na javnih mestih. Torej čigumije. Okej, ta zakon je mal čuden, ampak se ne čudam. Ta zakon še sprejemam, da ima kakšna država na javnih mestih ne smeš imeti čigumija. Čeprav večkrat razmišljam, je to čuden zakon. Torej, kaj jaz hodam po Singapurju in ima en policaj občutek, da nekaj z usti tako delam in da imam čigumi v ustih in bo prišel in rekel odpri usta. In jaz bom sred mesta tam. Gremo dalje. Tole morate slišati. V Veliki Britaniji je prepovedano umreti v parlamentu. Torej, jaz delam v parlamentu, ampak ne smem umreti v parlamentu. Ker če delam v parlamentu, ampak umrem v parlamentu, bo moja družina dobila veliko kazen, ker sem jaz umrl v parlamentu. Ne, Alex, ne, to ni res, Alex, to ni... Alex, ni šans, da to obstaja zakon v Veliki Britaniji. Gremo dalje, gremo lahko prosim dalje. Zakaj me zavlačujete tukaj? A gremo lahko prosim dalje? Ja? Okej, hvala. V Italiji je prepovedano hraniti golobe na določenih mestih v Benetkah. Okej, to bom rekel, da razumem, ker Benetke pa Italija so znani po teh svojih golobih in verjetno jih imajo bolj zavarovane. Imajo verjetno svoje bolj razloge, zakaj jih ne smeš hraniti, verjetno, da se ne zadržujejo in tako dalje. Tako da, ta zakon je prvi, ki bom rekel, dejansko ga mogoče razumem in mi ni bolj čuden. Pa smešen je, ker kaj če golob lačen pa umira tam in ti mu ne smeš dati hrane. Ampak ajde, nekako bo še. Gremo dalje. V ZDA, torej v Ameriki, v Alabami je prepovedano imeti svojo hišo obarvano roza, če nisi poročen z nekom, ki je obarvan zeleno. Kaj? Gremo dalje, zato ker to je katastrofa. Ni se dobro zadrževati in razmišljati o teh stvareh, ker bomo sam še bolj neumni ratali. Na Portugalskem je prepovedano umreti v palači ali na nekaterih zgodovinskih lokacijah. Spet z umiranjem! Pa kaj imajo države s tem umiranjem? Pa puste človeku, da normalno umre, kjer želi! Zakaj dajete zakon, kjer človek ne sme umreti? Torej jaz bom šel na neki zgodovinski znameniti tam, da nekaj obiščem in potem neka skala padla, me zadela v glavo in bom umrl in moja družina, moja žena bo dobila kazen zaradi mene. Jaz ne vem, kje ste vi pisali te zakone. Pa kdo jih je to naredil? Dajte se malo zresniti. Ni čudno, da procent turistov pada vsako leto s takimi zakoni. Gremo dalje. V Franciji, prav ste me slišali, v Franciji. Kaj ima pa zdaj Francija? Daj da vidim. V Franciji je prepovedano poimenovati svinjo Napoleon. Kdo bi hotel... A lahko nehamo, nehajte se smejati! Nehajte se smejati! Ampak ta zakon razumem. Napoleon je bil eden največjih tistih borcev, ali kaj je bil za Francijo. Čakaj, kaj? Prašiča ne smem poimenovati Napoleon, lahko pa kravo poimenujem Napoleon. Zakaj pol ne dajo zakon, nobeno žival ne smeš poimenovati Napoleon, pa je problem rešen. 9. Na Japonskem je prepovedano plesati po polnoči. Zakaj?
A gremo lahko prosim dalje? Prosim, zakaj me zadržujete kle? Zakaj mi to delate? Gremo dalje. V Avstraliji je prepovedano imeti več kot 50 kg krompirja v avtomobilu. Oprostite, gospod, videli smo, da imate krompir v avtomobilu. Ne vemo koliko, ampak videli smo, da ga imate kar veliko. Tako da prosim, da odprete vaš prtljažnik, mi bomo pa vzeli iz našega policijskega avtomobila tehtnico in stehtali vaš krompir. Tako je. Prav ste me slišali? V Združenih državah Amerike je v Minnesoti prepovedano voziti z očali za sonce, razen če imaš recept za njih. Kaj? Torej poletje je. Imaš avto brez strehe in ti ne smeš voziti s sončnimi očali. Ta človek ali nikoli v življenju ni imel dobrih sončnih očal, ali pa nikoli v življenju si ni mogel privoščiti avtomobila brez strehe, da bi potem se lahko pokazal z sončnimi očali. Na Malti je prepovedano hoditi bos v templjih. Na Malti je prepovedano hoditi bos na templjih. Niti smešen, malo čuden, ampak ajde, kao nekako ga razumem, čeprav ga ne. Na Danskem je prepovedano začeti voziti avto, če nisi najprej preveril, ali je pod avtom parkiran kakšen otrok. Ne. To mene nekdo zajebava. Ne, ni šans, da je to ni šans. Mene nekdo zajebava. Jaz bom zdaj res poklical na dansko policijo. In vprašal, če je to res. Torej, na Danskem ne smem prižgati avtomobila, prvo moram pogledati pod avto, če je kakšen otrok. In kaj, čakaj, kako bo policija vedela, da si ti pogledal? Ali da nisi pogledal? Kaj so kamere, ka bojo preverjali? Torej, na Danskem so kamere in potem na kamerah gledajo, kdo preverja, če je pod avtom otrok, vsakič preden prižgeš avto. Zakaj pa pol ne pišeš živali? Torej, za otroke moraš pogledati, a kao živali pa niso pomembne. V Franciji je prepovedano poljubljati se na železniških postajah. Ok, ne, to je cap. Jaz v ene zakone ne verjamem. Mene nekdo trola. Na železniških postajah še ne šmetej ljubčkati svojo punčo ali svojo ženo. What? V Nemčiji je prepovedano hraniti samo enega hrčka, ker se bo počutil osamljenega. Mene nekdo jebe, mene nekdo... Pa kako bojo oni vedeli, če imam samo enega hrčka? Torej, če imam enega hrčka, moram nujno še enega kupiti, da hranim dva in ne enega. Jaz vem, da sem rekel na začetku videa, da povejte, kjer vam bo najbolj čuden. Ampak kako? Kako boste izbrali? Poglejte, kakšni so to zakoni, kako boste enega izbrali? Kako bojo oni vedeli, če se počuti hrček osamljen? Kako ti veš, kako se hrček počuti, ne? Oh my god. V Ameriki, na Floridi, je prepovedano voziti z nagim zgornjim delom telesa. Torej, ne smeš na Floridi voziti brez majice. Dejansko? Ok, ta ni neki šokiran. Na Švedskem je prepovedano reči, da si kralj ali kraljica brez dovoljenja. God YouTube video. Odhajam na Švedsko, sredi največjega glavnega mesta in se derem, da sem kralj in kraljica. Če pridemo do 1000 lajkov, grem na Švedsko. To je bilo 20 najbolj čudnih in smešnih zakonov po svetu, ki dejansko obstajajo in niso izmišljeni. Vem, da boste nekateri rekli, ne, to je ziher zajbanci, Alex, to je troll. Pejte pogooglati. Za katerikoli zakon, da sem povedal, pa ne verjamete, pa boste videli, da je res. To je to za današnji video. Če ste uživali, kliknite like, upam, da ste pogledali cel video. Lepo se imejte, pa se ga vidimo. Čau.